mestne občine Krško, in sicer območje, ki posiljuje, lahko rečem, 8 krajevnih skupnosti oziroma mestno četrt. Okoli 15 ure prizadelo neurje z točo, premera tudi do 12 cm, to je tudi že objavljeno v javnih medijih. Na podlagi tega je bila potem tudi aktiviran štab civilne zaščite, aktivirane so bile gasilske enote, tako poklicne kot prostovoljne. Sodelovalo v sami sanaciji na intervenciji sodelovalo cirka 94-95 gasilcev z 20 vozili. Vesel sem, da ni pri tej intervenciji prišlo do nobene poškodbe, tako ne telesne kot kakšne druge. Govorimo o poškodovanju stanovanjskih objektov, okoli 200 stanovanjskih objektov je poškodovanih, predvsem strehe, stekleni deli. Poškodovana so vsa vozila, ki so bila v tem času na tem območju, se pravi starega dela mestnega jadra Krškega, naselji Gora, Cesta, Dunaj, Stari grad, Brestanica, Senovo delno, Spodnji Stari grad, Libna, Zdole, Senovo sem že omenil. Tako da materialna škoda kot taka je zaenkrat še neznana. Beležili smo več kot 200 klicev na 112 oziroma potem tudi neposredno na poklicno gasilsko enoto. Odzvali smo se na vse te intervencije. Materialna škoda, kot sem že rekel, ni znana. Občina Krško, mestna občina Krško kot taka je že imenovala oziroma ima 3 komisije za ocenjevanje škode in že v bistvu pristopa k samemu delu. Glede poškodb na poljedelskih pridelkih ocenjujemo, da so na vinogradniškem delu, sadjarskem delu in zelenjavi del tam, kjer ni bilo zaščitnih ponjav za samo protitočno obrambo 100%, medtem ko pri poljščini, se pravi krompirju, koruzi in pa to je pa malo manjša, pa tudi to tam do 90%, odvisno od same pomikanja tega, te gmote, točne gmote. Ne veste, koliko avtomobilov je poškodovanih? Ne vem, koliko avtomobilov, vem pa, da je poškodovanih 20 avtomobilov Centra za socialno delo. Vem, da so poškodovana vsa vozila mestne občine Krško, vem, da je nastala škoda na vozilih policijske postaje Krško. Vem, da je v izpadu delovanje projekt Most, se pravi oskrbe starejših občanov. Vem, da ne deluje sopotnik zaradi tega oziroma deluje preko s svojimi vlastnimi vozili, tako da trenutno je v zmanjšanem obsegu omogočena oskrba tistim, ki najbolj to potrebujejo, se pravi starejšim in nemožnim občanom v našem območju. To nekako pokrivamo z vlastnimi vozili, koliko je to mogoče.